Prav. Morda bi še kako minuto, dve počakali, da se še nekateri priključite. Zelo me veseli, da ste se v taki meri prijavili in da sedaj tudi prisostvujete temu predavanju, katerega osnovni namen je pravzaprav, da bi vas spodbudili, da bi nas spodbudili k razmišljanjem v okviru možnosti prijav raziskovalnih projektov. Nova univerza že po svojem imenu je nova, ne? Koliko časa bo nova, upamo, da čim dlje. Zato pa se komaj da uveljavlja, bi rekli, tako na trgu, torej domačem, kot še posebej mednarodnem. In prav morebitni uspehi na področju seveda pridobivanja evropskih projektov, mislim, da bi nas lahko uvrstila v zelo prepoznavne univerzitetne ustanove. Menim, da imamo za to dovolj pogojev. Nismo taka velika univerza, smo bolj usmerjeni v družboslovje, humanistiko, ki ne glede na določene zadržke, morebiti kakih politikov, načrtovalcev družbenega razvoja, ugotavljamo, da ima izjemno pomembno vlogo humanistika in družboslovje v družbi, da se študenti za to odločajo, da so mnoge priložnosti tudi v okviru evropskih projektov, čeprav še vedno ne v taki meri kot seveda naravoslovje. Konkurenca je velika, to moramo vedeti, zlasti na področju družboslovja in humanistike je vsako leto na vseh razpisih precej več predlogov projektov kot na drugih področjih, ali tehnike, medicine, naravoslovja. Tudi morda smo še vedno malce deprivilegirani, glede na to, da je veliko področij, shem, 9 področij v Evropski uniji, disciplinarnih področij, medtem ko sta torej humanistika in družboslovje združena v eno. Pri nas poznamo teh 6 področij, naravoslovje, biotehnologija, medicina, tehnika, družboslovje, humanistika, medtem kot rečeno na ravni Evropske unije tudi potekajo ocenjevanja skoraj da vseh projektov, torej zlasti teh Horizonov, ERC projektov v okviru družboslovja humanistike, ki je ena od 9 področij. Nekaj se na tem sicer spreminja tudi z zadnjimi razpisi, vendar pa pravim, možnosti je veliko, konkurenca je zelo ostra, morda, kot rečeno, še bolj na področju družboslovja in humanistike kot na drugih področjih, čeprav tu je težko o tem soditi. Lahko sodimo samo po tem, da je dejansko predlogov projektov na področju humanistike in družboslovja ponavadi največ v primerjavi z drugimi področji. Zato mislim, da se je potrebno še toliko bolj angažirati, potruditi, da se pridobi seveda določene projekte. Možno je, to lahko govorim iz osebnih izkušenj tudi kolegice Urške Lampe, ki jo tu sedaj pozdravljam in bo predstavila pravzaprav program Marie Curie Sklodowska, oziroma Marie Sklodowska-Curie. Medtem ko namen, bi rekel, tega našega današnjega srečanja je, da tudi malce pogledamo druge razpise, tudi se ozremo na nacionalne raziskovalne razpise ARRS-ja, sedaj pred kratkim se je zaključil torej tudi ta razpis. Namreč zdi se mi pomembno, da izpostavimo tudi našo raziskovalno politiko, zlasti če primerjamo recimo
zahteve za vloge projektnih predlogov na ARRS, recimo, ki so precej podobni ERC razpisom, projektnim predlogom, pravzaprav sledijo skoraj enaki shemi, tako da ocenjujem, da so pravzaprav priprave, torej prijavljanje na nacionalne projekte, lahko tudi odlična priprava za prijavo ERC projektov. Ampak, da ne bi bil predolg s tem uvodom, bi prešel na naš nekako dnevni red, predlog naše diskusije, zato bi tule sedaj šeral tole, samo sedaj, da najdem, kam se mi je to skrilo. Ja. Torej, ta okvirni program, upam, da vidite, je vidno? Je vidno, ja. Ja, hvala. Ki ste ga tudi prejeli, kot z vabilom. Mislim, da je pravzaprav teh prvih nekaj alinej v ciljih, kot so tu zasnovani, morda še najpomembnejši, ko se odločamo za prijavo projektnih predlogov. Torej, potek procesa in metodologije izdelave projektne prijave, kako definirati cilje projekta in raziskovalni problem, kako opisati state of the art in še posebej progress beyond the state of the art, oblikovanje mreže partnerjev in pa, torej, mislim, da je veliko vlogo že pri sami prijavi in potem tudi pri izvajanju igra administracija, posamezne ustanove, torej, ki se vključuje že pri osnovnih pravilih projektnega menedžmenta in vodenja projektnega konzorcija, še posebej pa potem pri seveda upravljanju. Mislim, da pač administracija, tu smo osrednji seveda raziskovalci kot taki, ki produciramo ideje, če ne tako rečem, in jih potem poskušamo izvajati tudi v praksi, vendar administracija je izjemno pomembna tudi v fazi prijave projekta, namreč določeni programi imajo določene specifike, recimo zdaj sicer ERC projekti, pa tudi Horizoni v tem pogledu niso tako zahtevni, kar se tiče priprave budžeta, čeprav tudi so, ampak ne toliko, kot so recimo razni Interreg projekti, ki jih nameravam danes tudi čisto na kratko predstaviti. Prav ti Interreg projekti pa mislim, da so precej bolj lahko dosegljivi, vsaj zdaj v začetni fazi našega delovanja. Tam pa je administracija že v fazi priprave projekta zelo pomembna, kajti potrebno je pripraviti res finančni plan skladno z zahtevami programa in predvideti točne stroške, ki se ujemajo seveda potem tudi z predvidenimi dejavnostmi, s predvidenimi rezultati, tako da mora biti ta komunikacija oziroma sodelovanje med raziskovalci, pripravljavci projektnih predlogov in administracijo zelo, zelo tesna. In pa recimo tudi ključna znanja in izkušnje za kvalitetno pripravo in realizacijo znanstveno-raziskovalnih oziroma razvojnih projektov je, mislim, da zelo pomembna. Pa bi prekinil tole šeranje. Sedaj pred nami imamo pa, če naj bi rekel temu uvodu, poudarim nov program,
program 2021-2027, imenuje se sedaj Horizon Europe, ni več Horizon 2020, ampak Horizon Europe, tako so ga poimenovali. In to, kar vam sedaj prikazujem, je že napoved prvih razpisov, prvih tematik, torej za leto 2021-2022, in sicer za področje kulture, kreativnosti in vključujoče družbe, kot se imenuje. Torej, tu je neka sprememba v prejšnjem programu in v tem vabilu imate še vedno stari naslov. Je bilo to 6. področje, torej družbeni izzivi. To so sedaj za novo programsko obdobje preimenovali v Culture, Creativity and Inclusive Society. Lejte, ta draft program, to še ni čisto uradni, torej uradni bo izšel 15. marca, kot napovedujejo, prvi razpisi bodo 15. marca, zaključili se bodo 15. junija. V tem dokumentu, ki bi vam ga potem tudi poslali vsem udeležencem, so že napovedane teme, tematike, razpisana področja. Čeprav, kot rečeno, ta dokument ni zaključni, ampak po izkušnjah sodeč tudi iz prejšnjih obdobij bo ta dokument kar držal. Torej, tu so določene tematike, razdeljene v 3 področja, torej v inovativne raziskave o demokraciji in vladanju. Tu je 8 področij bo razpisanih na področju tako imenovane demokracije. Tu so že napovedane za 2020, na to je dediščina, kulturna dediščina in kreativne industrije. Torej, prvo področje vidim predvsem našo fakulteto, torej pravno in za državne študije, seveda tudi v povezavi z fakulteto za humanistiko oziroma za slovenske in mednarodne študije, ki je prvenstveno orientirana na področje humanistike. Medtem ko v tem drugem vidim predvsem fakulteto za slovenske in mednarodne študije, ki se ukvarja tudi s kulturno dediščino in kulturnimi in kreativnimi industrijami, vendar pa mislim, da vselej tudi v povezavi z drugima 2 fakultetama. In potem tretje področje so inovativne raziskave na družbenem in gospodarskem področju. Torej, temu sledi v tem dokumentu natančnejša predstavitev posameznih področij in tudi posameznih tematik, ki bodo razpisane. Grem hitro skozi ta dokument, zato da si ga malo usvojite. Torej, zelo svetujem, da si ga pogledate, da vidite, katere tematike bi vas znale zanimati. Tu so tudi recimo okvirni zneski za posamezno področje, recimo to prvo Representative Democracy in Flux, kar se mi zdi izjemno, bi rekel, skoraj da nam na kožo pisana tematika, je recimo na voljo 7 milijonov, za vsak projekt od 1,5 milijona do 2,5 milijona in predvideni so 3 projekti, ki bodo izbrani, torej v letu 2021. In potem tudi druge, torej The Future of Liberal Democracy in podobno, se mi zdijo, da so tematike za nas in potem recimo sledi za vsako od teh področij, kot imamo recimo tule področje Representative Democracy in Flux, kot sem omenil, je še na kratko pričakovani rezultati, namen, torej scope projekta
in skratka, tu je na kratko opisano, kaj se pričakuje od torej, predlogov projektov. Torej, to so izjemno pomembni podatki. To vas že opozarjam takoj na začetku. Vse te besede, vse te stavčne zveze, ki so na tej eni bogi strani, strani in pol, morajo biti zelo prisotne tudi v projektnem predlogu. Torej, začeti je potrebno dejansko z razmišljanjem v okviru teh razpisanih tematik. Torej, kje je, bi rekli sedaj, uspeh tovrstnih prijav? Torej, sam svetujem, da vsak od nas, ki bi želel prijavljati tovrstne projekte, pa če sem sedaj seveda na konkretnem predlogu Horizona, ampak to velja tudi za druge projekte, je potrebno razmisliti, seveda, katero je tisto področje, najprej vsak pri sebi, ki bi ga lahko predstavil kot uspešno znanstveno-raziskovalno kandidaturo. Izjemno pomembno, torej pri vseh teh projektih, razen morda pri Interreg projektih, pa tudi tam v določeni meri, je ta tako imenovani state of the art. Torej, kaj to pomeni? To pomeni, da mi zelo dobro poznamo neko tematiko. Torej, mi moramo biti na tekočem z najnovejšimi znanstveno-raziskovalnimi študijami po svetu. Danes imamo ogromno možnosti pridobivanja digitalnih knjig, člankov in podobnega. Veliko je tudi, bi rekel, so tudi, ne vem, če poznate te piratske spletni portali, LibGen in podobno, kjer so že danes objavljene izjemne študije, knjige, monografije, recimo Cambridge Press, Oxford in tako dalje, iz leta 2021, to je čisto najnovejše, zastojn, kjer so torej ustrezne študije, na podlagi katerih seveda spoznamo, kaj je novega na področju, ki ga sami želimo raziskovati. Torej, še predno se odločimo, da bi pristopili k kakšni raziskovalni tematiki, moramo pri sebi dobro vedeti, katera najnovejša znanstvena spoznanja so na teh področjih. Kajti nobena projektna prijava, torej raziskovalna, pa tudi na ARRS razpise, torej naše agencije, ne more biti uspešna, če ni predstavljen, sicer na kratko, sintetično, vendar s tem, da se res dokaže poznavanje nekega določenega raziskovalnega problema. Ko to, bi rekel, analiziramo, spoznamo, je potrebno seveda razmišljati ali pa obenem o potencialnih partnerjih. Edino ERC projekti in Marie Curie projekti pravzaprav ne zahtevajo partnerstev, ampak je lahko samo en, torej vodja projekta, samo ena ustanova, medtem ko skoraj vsi ostali programi zahtevajo sodelovanje več partnerskih organizacij. In to partnerskih organizacij po celotni Evropi, lahko tudi pri pridruženih članicah, določeni programi omogočajo tudi povezovanje z drugimi državami po svetu, tudi ki niso torej članice oziroma pridruženi partnerji, tak je recimo ERC program, vendar pri njih je pač pogoj v tem, da mora biti vsaj polovica oziroma 51% vseh sredstev porabljenih v Evropski uniji.
ampak lahko se povabi k sodelovanju Avstralce, Kitajce, Brazilce, ne, in tako dalje. Seveda z utemeljitvijo, zakaj je določen program oziroma projekt potreben tovrstnega sodelovanja. Skratka, vse tudi v teh predlogih projektov mora biti pojasnjeno. Zato se moramo zavedati, da je potrebno izjemno sintetično pripravljati projektne predloge, izpostaviti res tisto, kar vemo, kar znamo, kar želimo raziskovati. Čim se nekdo spusti na neko področje ali omeni nekaj in nek, recimo, raziskovalni problem, ki ga potem dalje ne pojasni in ne razloži, je to lahko že takoj minus točka pri samem ocenjevanju. Torej, ko se, in to polagam, bi rekel, na dušo, ko se odločimo prijavljati določen raziskovalni projekt, je izjemno pomembno, da določeno raziskovalno področje dobro poznamo in pa, da že oblikujemo neko določeno mrežo partnerskih organizacij. Torej, kot sem omenil, ta razpis bo 15. marca objavljen, trajal bo do 15. junija. Torej, sam ocenjujem, da je sedaj res morda zadnji trenutek, da se začne razmišljati o tem, na katero področje bi se recimo prijavili, vkolikor bi želeli se prijaviti na letošnji razpis, in tudi že kontaktirati določene partnerje. Kako torej priti do partnerjev? Partnerji nenazadnje morajo biti tudi uveljavljene ustanove. Za nas, torej za Novo univerzo, ki je mlada ustanova, je to še toliko bolj pomembno, torej da poskušamo pridobiti čim več res uveljavljenih ustanov, ki bodo potem, bi rekli, ta naš morda v tem trenutku manek, torej še neuveljavljene ustanove, bi rekel, nadomestil oziroma ublažil. Morebiti bi tudi v teh prvih korakih, ko nameravamo to prijavljati, bilo smiselno razmisliti, ali imamo že dobre kontakte z nekaterimi ustanovami. Tukaj je seveda izjemno pomembno, da imamo osebne kontakte z našimi kolegi, da recimo mi sami pripravimo nek določen raziskovalni predlog raziskovalnega projekta in potem povabimo neko bolj uveljavljeno ustanovo, da bi bila recimo nosilni, vodilni partner. Ker pri vsakih od teh prijav torej nastopa nek vodilni partner, ustanova, in potem z več partnerskimi ustanovami. Torej, ko sem omenil kontakte, mreženje, torej mreženje ustanov, predvsem gre pa tukaj seveda za mreženje posameznikov. Tako da sam bi zelo priporočal, da ob katerikoli prilikah, ko ste v kontaktih z vašimi kolegi po svetu ali pa seveda tudi v Sloveniji, razmišljate tudi o tem, kako bi skupaj oblikovali neke ustrezne projektne predloge in jih tudi potem seveda udejanjili. Namreč, čim imate recimo nekoga, dober kontakt z nekim recimo tujim uveljavljenim raziskovalcem, univerzitetnim profesorjem, vam ta lahko takoj odpre vrata do naslednjega, drugega, tretjega partnerja oziroma raziskovalca, ki bi se recimo lahko priključil tej projektni nalogi. Torej, to ne govorim zdaj samo za
ta razpis, ki bo 15. marca, ampak na splošno je potrebno pri razmišljanjih, pri prijavljanju raziskovalnih projektov zmeraj stremeti k temu, da določene kontakte, mreženje, tako z uveljavljenimi raziskovalci kot ustanovami gradimo dolgoročno. Torej, kot rečeno, tu so že nekatere tematike za naslednje leto, če sedaj še niste pripravljeni za ta razpis, je pa dobro, da se razmišlja o nadaljnjih. Torej, kot rečeno, pomembno je definirati neko raziskovalno nalogo, imeti zelo jasno sliko o tem, kaj je bilo doslej že na tistem področju narejenega in pa predvsem, tukaj zelo poudarjam, je ta progress beyond the state of the art, torej, kaj pa še ni bilo raziskanega, predstavljenega v sklopu tistih raziskav, s katerimi se ukvarjate in boste vi sedaj v tem projektu to raziskali oziroma predlagate kot raziskovalno nalogo. Torej, ta sama predstavitev projekta kot takega torej zahteva v okviru dosedanjega spoznanja tudi, bi rekel, to vašo, naše spoznanje, kaj v okviru določene problematike še ni bilo raziskano in torej bomo sedaj mi storili. To je, bi rekel, en od prvih najpomembnejših momentov pri razmišljanjih o prijavah raziskovalnih projektov. In to isto velja seveda tudi za slovenske ARRS projekte, čeprav tu seveda marsikdaj lahko rečemo, poglejte, po svetu so bile te in te naloge že narejene, pri nas pa niso še, pa zato jih bomo mi. Ampak tudi v tem primeru seveda je potrebno imeti zelo dober pregled nad tem, kaj je bilo po svetu že narejenega, že predstavljenega, da nam ne bodo potem rekli, kaj odkrivate toplo vodo. In moram reči, da so torej recenzenti na ravni Evropske unije zelo izvežbani, poznajo določene tematike, problematike, se seveda tudi mnogokrat z njimi seznanijo v procesu valorizacije določenih projektov, tako da moramo biti pri tem pozorni, seveda, da bi rekel, smo res na tekočem z najnovejšimi znanstvenimi spoznanji. In drugo, torej oblikovanje mreže partnerjev. Kar se tiče evropskih projektov, torej zlasti Horizona, pa tudi recimo deloma Interregov, ki so regionalni projekti, je zelo pomembno, torej recimo glede evropskih projektov, da zajamemo geografsko nekako celotno Evropo. Torej, da so z juga, severa, zahoda in vzhoda, tako zmeraj pravijo, vsaj po kak partner. Da se dejansko potem raziskovalna naloga kot taka, če tudi je usmerjena na neko posamezno področje, nanaša na celotno Evropsko unijo in pa seveda tudi morebitna širjenja torej Evropske unije zlasti proti Balkanu. Tu mislim, da imamo mi določene prednosti, tudi ta razpis poudarja nekaterih razpisanih tematikah tole dimenzijo, torej Balkana oziroma South Eastern Europe, kot se reče. Tako da mislim, da mi imamo določene kontakte, torej, ki smo jih ohranili še iz bivše
skupne države nekateri vzpostavljamo na novo, ki so interesantni seveda tudi za evropske projekte. In pa, kot rečeno, zato sem tudi kolegicam iz administracije rekel, da se kar naj udeležijo tega našega skupnega srečanja, zato da se vsaj spoznajo z nekaterimi izhodišči, kajti pri prijavah projektov je pomembna tudi administracija, da vskoči v pravem trenutku, ko se pripravljate raziskovalne projekte. Kajti tudi ta del pri prijavah projektov je zelo pomemben, pri prijavah. Še bolj pomemben je pa potem tudi pri izvajanjih. Pri izvajanjih pa je potrebno biti izjemno previden, natančen, skladen z predvidenimi nalogami. Saj se da marsikaj spremeniti, prilagoditi poteku projekta, potem ko je enkrat projekt sprejet, vendar pa ravno tako, tudi če pride do določenih sprememb, ki jih seveda recimo organ nadzora potrdi, je potrebno tisto potem izvajati skladno s predvidenim. In torej tu gre za namenska sredstva, seveda, ki morajo biti potrošena točno in skladno s projektnim predlogom. No, da ne bom predolg, kot rečeno, vas zelo pozivam, da si ogledate te dokumente. Sedaj vam bom sharal še to spletno stran, za katero imate tudi link v tem vabilu oziroma programu za usposabljanje. To je tako imenovani participant portal, oziroma portal za spremljanje razpisov Evropske unije. Tu se lahko prijavite, torej se logirate, če ste že prijavljeni, sicer se registrirate. Vsakdo se lahko registrira, dobi pač, kot vemo, po mailu geslo in potem lahko vstopa. Prav tako je Nova univerza že registrirana v tem portalu, saj smo že prijavljali nekaj projektov, tako da se lahko vežete potem tudi na ustanovo, ta ima svojo neko šifro, ki jo tudi zlahka dobite na teh prijavnih obrazcih, se napiše Nova univerza, New University, pa vam pokaže, katera je prava, pa se jo klikne. Skratka, jaz bi vam priporočal, da se registrirate. Registracija je enostavna, sicer vsake pol leta, mislim, je potrebno zamenjavati password, ampak kaj čemo, to smo se tudi že navadili, verjetno. In tu lahko spremljate vse razpise. To je sicer kar obsežna spletna stran, potrebno je nekaj časa, da se jo spozna, pa potem seveda vsako toliko spreminjajo, pa je potrebno na novo kaj spoznati, ampak mislim, da spet ni to tako zakomplicirano, smo že navajeni. Predvsem pa, kar se tiče projektov, bi vas opozoril na tako imenovani Cordis, tam so pa tudi zbrani podatki o potekajočih oziroma o že izvedenih raziskovalnih projektih. Zakaj je to pomembno? To področje je tudi izjemno pomembno, ne samo zato, da spoznate, ali so že bili raziskovalni projekti na nekem določenem področju, ki ga vi želite prijavljati, izvedeni, in potem seveda nima smisla, da se to prijavlja, ampak tudi zato, da se v prijavah projekta, ko spoznate, da recimo neka vaša tematika še ni bila
ustrezno raziskovana, da se sklicujete na določene projekte, ki so pa že bili torej financirani in izvedeni. Torej, ni dovolj, da se sklicujete v tisti state of the art, recimo samo na literaturo, na zadnje znanstvene dosežke na recimo vašem področju, ampak je pomembno seveda, da tudi opozorite, da ste na tekočem z projekti, ki jih je Evropska unija že financirala oziroma sofinancirala. In recimo določene rezultate tistih projektov lahko tudi omenite v vašem projektnem predlogu. To je zelo pomembno zlasti za te Horizon, torej tako imenovane projekte v sodelovanju, kolaborativ, in tu je pravzaprav še skoraj da največ teh sredstev. In tudi ti projekti so najbolj elitni, poleg ERC projektov. Torej, če naj še čisto na kratko omenim ERC projekte, prav tako bo sedaj objavljen razpis za, bi rekel, uveljavljajoče, torej ERC projekti so še vedno razdeljeni na 3 področja, tako imenovani uveljavljajoči, torej starting grant, potem so ti, bi rekel, mlajši doktori do 10 let po doktoratu in potem so uveljavljeni raziskovalci. Kot sem že omenil, ERC projekti so podobna struktura kot ARRS-jevi, torej slovenski razpisi za raziskovalne projekte. Sicer so še vedno razdeljeni v 2 dela, torej najprej 5 strani, kjer se predstavi projekt, drugi del je potem 15 strani. Vkolikor recenzenti ugodno ocenijo teh 5 strani, najprej pregledajo samo 5 strani in približno 20% vseh projektov se uvrsti v drugi krog. In potem v drugem krogu pa recenzenti pregledajo teh 15 strani plus priloge, ki so seveda predpisane. Ampak sama raziskovalna tematika mora biti opisana na 15 straneh, brez literature. Torej, literatura mora biti navajena, ampak je lahko posebej. Tovrstne projekte torej v prvi fazi ocenjujejo 4 recenzenti, v drugi pa kar 9 recenzentov. In torej, pri nas imamo 3 recenzente, slovenska ARRS ima 3, kdaj nekoč imela tudi samo 2 recenzenta. Torej, težko je dejansko zadovoljiti željam, pričakovanjem kar 10 oziroma 9 recenzentov. Zato je izjemno pomembno, da smo pri predstavljanju teh projektov čim bolj nazorni, čim bolj prepričljivi. Po drugi strani seveda so ti recenzenti strokovnjaki z določenih področij, ni pa nujno, da so prav strokovnjaki iz vašega področja. Zato je potrebno te projekte napisati tako, da bodo privlačni in razumljivi tudi za tistega, ki ni recimo prav eksplicitno strokovnjak z vašega področja, ki ga vi želite predstaviti kot vašo raziskavo, je pa seveda nekje blizu, recimo, če je družboslovje, bo družboslovec, ampak ni nujno, da je na področju, ne vem, politik Evropske unije do, kaj bi rekel, marginalnih skupin potepuhov, recimo, ampak je do marginalnih skupin romarjev, recimo strokovnjak, ampak bo seveda, če mu boste predstavili na ustrezen način, dovolj, bi rekel, poljudno in dovolj znanstveno, raziskovalno, da bo seveda potem ugodno ocenil vaš projekt. Torej, težko je, kot rečeno, zadovoljiti 9 ljudi, ampak čim več od njih je potrebno, tudi tisti, ki vas bo recimo slabše ocenil, da bo na podlagi vašega projektnega predloga ocenil vsaj strukturo
projekta kot tako. Torej, struktura projekta je tudi v grobem predpisana, zlasti pa pri Horizon projektih, je kar precej natančna, torej potrebno je pregledati, ko se odločamo za prijavo določenega projekta, je potrebno res natančno pregledati vso dokumentacijo, ki spremlja določen razpis, projektni razpis. To vam zelo polagam na dušo, kajti sam vaš, recimo, raziskovalni predlog, razmišljanje je lahko izjemno inovativno, vendar pa, če ni predstavljeno na ustrezen način, če ne vključuje torej vseh teh izhodišč Evropske unije. Mnogokrat se je potrebno tudi sklicevati na neke osrednje dokumente, torej Evropske unije, razvojne dokumente. Skoraj vsak, torej, če prijavljamo Horizon ali pa tudi ERC, če se ne sklicuješ vsaj na en dokument, torej najnovejši iz Evropske unije, razvojni, ali pa kako izjavo, nazadnje, recimo vodjo komisije ali pa kakšnih teh ministrov evropskih, že takoj izgubite kako točko. Skratka, seveda razpis je, prijavlja se na razpis in pri tem je potrebno upoštevati vsa pravila in usmeritve posameznih razpisov. Omenil bi še Interreg projekte. Slovenija je vključena kar v veliko teh Interreg projektov, torej to gre za regionalno čezmejno sodelovanje, taki so Adrion, torej ki vključuje predvsem dežele v Jadranu, torej Italija, Slovenija, Hrvaška, Grčija, ki so članice, pa potem Srbija, je še Črna Gora, Bosna in Albanija, ki niso članice, recimo. To je tak večji program, kakor je tudi Central European. Potem so pa manjši, torej Slovenija, Italija, Slovenija, Avstrija, Slovenija, Hrvaška, Slovenija, Mađarska, Podonavski je tudi tak večji program, še večji morda je MEDA, torej mediteranske dežele, in pa evropski, ki vključuje tudi vrsto raznih razpisov. Kar bi tu poudaril, je pa seveda, bi rekel, neka posebna specifika. To niso torej raziskovalni projekti, čeprav tudi raziskave lahko pridejo in so dobrodošle, če so seveda ustrezno utemeljene skladno z neko razvojno nalogo. Veliko energije gre tu v res konkretno delo na terenu. Tu univerzitetne ustanove niso tako zaželene, kot so recimo v Horizonu ali ERC, ampak recimo, da vsako takih projektnih predlogov ima tudi kako raziskovalno ustanovo, univerzitetno, ni pa nujno. Zato pravim, tu je zelo pomembno, če bi želeli kdaj zasnovati kak tak projekt, da ne bomo razmišljali, katere univerze bomo vključili, temveč katere, recimo, muzeji ali turistične zbornice, podjetniške zbornice, regionalne razvojne agencije, občine, lahko tudi ministrstva, bomo pritegnili k izvajanju teh projektov. In sicer ocenjujem, da imamo kot univerza možnosti kandidiranja zlasti na dve področji, ki so ponavadi v vseh teh Interreg projektih. Torej eno je, recimo, so nizkoogljična družba, potem je varstvo narave, okolja, pomemben, bi rekel, za nas pomembno področje pa je
predvsem torej področje turizma in kulturne dediščine, ne, zlasti za fakulteto za slovenske in mednarodne študije, ampak še kako tudi za drugi dve članici, ne, kjer je potrebno seveda tudi nastaviti neke politike razvojne, bolj kot to pa tudi že konkretne akcije, torej kot so recimo priprave nekih turističnih itinerarjev. Seveda z valorizacijo kulturne dediščine, ne, ali pa seveda z valorizacijo določenih ustanov, ki lahko prispevajo k tovrstnim razvojnim projektom. Skratka, tudi tu je potrebno seveda slediti razpisom. Jaz svetujem, da si recimo pogledate, vkolikor vas zanimajo Interregi, spletne strani vseh teh programov, ne, Interreg, kjer vam pojasnijo, katera področja so v ospredju določenih programov, kaj se pričakuje, pa tudi nenazadnje, kdaj bodo razpisi, ne. Zdaj smo v novem programskem obdobju, zato se mi zdi pomembno, da smo se tu sedaj tudi dobili. Določeni razpisi, kot rečeno, bodo v kratkem objavljeni, Interreg programi bodo malo kasneje, ponavadi zamujajo, ampak tudi že lahko pričakujemo v tem letu prve razpise. In zelo bi torej svetoval vsem nam, da se v to poglobimo. Jaz sem seveda pripravljen vam nuditi pomoč, napotke, vas usmerjati pri tem, ne. In kot rečeno, zelo pomembno je, da imamo pred sabo neko jasno idejo, zamisel, na tem področju tudi že precej raziskanega, da poznamo zadnje ugotovitve in da torej oblikujemo določene mreže ustanov oziroma posameznikov, ki bi jih lahko že zdaj v tej fazi, še pred samimi razpisi, zainteresirali, da bi oblikovali določene projektne predloge. To opozarjam tudi in zlasti predvsem recimo v Avstriji, kolikor imam izkušnje, Avstrijci že 2 leti vnaprej, torej univerzitetne ustanove v Avstriji boš težko dobil kot partnerje, če ne boš z njimi vsaj že 2 leti prej dogovoril neke prioritete, kam bi se prijavljali, kako, in potem seveda tudi z njimi skupaj pristopil k izdelavi projektnega predloga. Profesor Darovec, pozdravljeni, Nataša, jaz sem zaposlena na Novi univerzi, vodja kariernega centra Mednarodne pisarne. Ta vaša pobuda za tako izobraževanje je zelo, zelo dobrodošla. In sem tudi sama pripravljena, zdaj sem videla tle v čatu, da je zelo veliko ljudi zainteresiranih za kakršnokoli sodelovanje. Sem predlagala, da tisti, ki so resno interesirani za kakršnokoli sodelovanje, naj pošljejo na e-mail karierni.center@nova-uni.si svoje podatke, pobudo, in če je res to kakšen interes, bi mogoče bilo smiselno še kakšno dodatno srečanje skoordinirati, da se med sabo tudi povežemo. Zdaj je tudi ta situacija, ko je pa se težko vidimo, pa se težko srečujemo, ne. Tako da bi mogoče tudi z vašim sodelovanjem bilo še kakšno tako srečanje zelo dobrodošlo, zlasti za te, ki so resno angažirani na tem področju. Ja, seveda, zelo podpiram ta vaš predlog in kot rečeno, zato smo tu, ne, zato smo sedaj organizirali to naše srečanje, ne, da nastavimo to sodelovanje, kajti, kot sem rekel, na projektnih predlogih je potrebno delati, ne, kontinuirano, potrebno je vnaprej si začrtati
neko vizijo, in upam, da bo to vizija tudi nove univerze, zato da bomo lahko tvorili uspešne mreže z uspešnimi raziskovalci in da se bomo tukaj tudi mi kot posamezniki, torej, in pa ustanova uveljavljali. Zdaj bi jaz bi predal besedo kolegici Urški Lampe, ki je tako kot jaz pred nekaj leti sicer uspešno pridobil projekt Marie Curie na Beneški univerzi, Ca' Foscari. Ona je sedaj pred kratkim pridobila tudi to štipendijo in je še čisto sveža na tem področju, še kar precej sveža, tako da vam bo postregla s svojimi izkušnjami in tudi z nekimi novostmi, ki so v programu Marie Curie. Tako da bi kar njej predal besedo. Potem pa se priporočam seveda tudi za vaše vprašanje. Danes sem si vzel čas za vas. Hvala lepa za besedo. Darko, medtem so se že pojavljala nekatera vprašanja v čatu, tako da si boš lahko malo pogledal pa razmislil. Aha, ja. Tako. Torej, čakajte, bom jaz najprej ta moj screen sharala. Ok, se vidi. Se vidi, ja. Ok. Ok. Tako, naj se najprej na hitro predstavim. Jaz sem Urška Lampe, sem raziskovalka na Inštitutu IRIS in med drugim tudi sodelujem kot predavateljica s Fakultete za slovenske in mednarodne študije. Sem zgodovinarka, doktorirala sem leta 2016 in danes sem tukaj v vlogi nosilke Marie Skłodowska-Curie štipendije, tako imenovane Individual Fellowship, individualne štipendije, ki sem jo pridobila na razpisu leta 2018. Tako da sem od maja lansko leto 2020 zaposlena oziroma štipendistka Univerze Ca' Foscari v Benetkah, kjer upravljam raziskavo Eat for Families, pod akronimom Eat for Families. Bom malček kasneje kaj več povedala tudi o tej raziskavi. Zdaj pa glede, bomo rekli, Marie Skłodowska-Curie Actions oziroma ukrepov. Ti ukrepi so v Sloveniji sicer poznani, do določene mere predvsem individualne štipendije kar dobro poznane, vendar kot opažamo in kot tudi v zadnjih stikih, sem v rednem stiku tudi z nacionalnim koordinatorjem za Marie Skłodowska-Curie ukrepe, dr. Stojanom Sorčanom, se v bistvu malo, bomo rekli, ljudi oziroma raziskovalcev odloča za prijavo na tem razpisu. Razlogi za to so različni. Moja naloga oziroma moja želja danes tukaj je, da vam malo predstavim te ukrepe oziroma predvsem podoktorsko štipendijo in vas na ta način spodbudim, da se odločite za prijavo, ker se mi zdi to ena res pomembna in dobra izkušnja in iztočnica, bomo rekli, za nadaljnje raziskovalno delo. Zdaj, nekaj na kratko glede teh ukrepov. Marie Skłodowska-Curie Actions je že od leta 1996 eden od glavnih instrumentov Evropske unije za spodbujanje znanstvene odličnosti v okviru mednarodne in tudi medsektorske mobilnosti, tako pri doktorskem izobraževanju kot v podoktorski fazi oziroma raziskovanju. V sklopu teh ukrepov je bilo v tem času financiranih približno 65.000 raziskovalk in raziskovalcev. Kot rečeno, tako tistih na začetku kariere, kot tistih že uveljavljenih, bomo rekli. Zdaj, kar je pomembno, je to, da je v bistvu ti ukrepi so namenjeni predvsem mednarodnemu sodelovanju in vključevanju predvsem mladih
To se z novim programom Horizon Europe še bolj potencira in v bistvu na nek način, da se mlade vpne v to raziskovalno in predvsem mednarodno sodelovanje in mobilnost, kar je en izmed temeljnih principov Marie Curie ukrepov. Kar je pomembno poudariti že na začetku je to, da je za MSCA razpise značilno, da je izbor teme raziskovanja prepuščen raziskovalkam in raziskovalcem, se pravi, gre za bottom-up princip. Seveda s poudarkom na tem, da mora ta tema prispevati k odlični znanosti in hkrati imeti pomemben vpliv na raziskovalne institucije, na družbo, na Evropo in globalni svet. Zdaj, prijava MSCA projektov oziroma prijava na razpis MSCA je specifika. To niso klasični raziskovalni projekti, imajo določene poudarke in ki v bistvu jim moramo slediti pri prijavi, zato da smo pri njej lahko uspešni. Ne bomo skrivali tega, da gre za zelo konkurenčen program, se pravi, da resnično le tiste najbolj izjemne, bomo rekli, ideje oziroma projekti so na tem razpisu uspešni, ampak seveda pomembno je razumeti, da gre za specifiko, ki se je marsikdo, ko ta projekt prijavlja, ne zaveda in zato prijava ni uspešna. Če pa se sledi tem osnovnim principom, potem jaz verjamem, da je lahko vsaka prijava uspešna. Zdaj MSCA vključuje naslednje razpise, to so podoktorske štipendije, tista, o kateri se bom jaz v glavnem danes govorila in je v bistvu to naslednica te štipendije, katere sem nosilka jaz. Potem imamo mreže doktorskega študija, znotraj katerih v bistvu se prijavlja institucija iz vsaj 3 držav Evropske unije oziroma pridruženih članic. Predvideno pa je partnerstvo nekje povprečno med 6 do 10 inštitucij, kjer je pomembno to, da mora sodelovati tudi recimo neakademska inštitucija, ker gre ne samo za mednarodno mobilnost, ampak tudi medsektorsko sodelovanje. Potem je razpis izmenjava oseb oziroma tako imenovani staff exchange, kjer ponovno se mora prijavljati vsaj 3 partnerji, vsaj 3 držav, povprečno nekje med 9 in 10 partnerjev na tem projektu in gre za izmenjavo raziskovalcev, tudi tehničnega osebja, recimo univerz in tako naprej. Potem je co-found razpis, kjer gre v bistvu za skupno izvajanje doktorskih študijskih programov, tako imenovani dvojni doktorat, oziroma ne dvojni doktorat, doktorat, ne vem, kako se v slovenščini reče, kjer v bistvu doktoriraš na 2 univerzah hkrati, seveda je pa doktorska teza ena. In še zadnji je Noč raziskovalcev, to je razpis, s katerim v bistvu Horizon financira Noč raziskovalcev, v sklopu katerega v bistvu se promovira znanost v širši skupnosti. Zdaj, jaz kot rečeno se bom tukaj posvetila predvsem podoktorski štipendiji, ki je novost na letošnjem razpisu. Do sedaj je to bila tako imenovana MSCA Individual Fellowship. Z letošnjim razpisom in programom, ki bo objavljen meseca marca, pa je to postala podoktorska štipendija, kar pomeni, da se na njo lahko prijavijo samo tisti, ki so doktorirali oziroma v času od doktorata in njegov, bomo rekli, vpetosti v znanstveno raziskovalno delo ni minilo več kot 8 let. Kar pomeni, da če se je nekdo doktoriral pred 8 leti in v tem času recimo 3 leta ni bil zaposlen v znanstveno raziskovalnem sektorju, se za ta 3 leta ta baza, bomo rekli, podaljša ali pa recimo v primeru porodniške in tako naprej. Ampak osnova je teh 8 let od doktorata, temeljni princip, bomo rekli. Tako, zdaj gremo v nekaj osnov glede podoktorske štipendije.
Gre za štipendijo, ki je namenjena raziskovalcem vseh EU in pridruženih držav, kot sem že omenila. Pristop je bottom-up, kar pomeni, da raziskovalni projekt izhaja iz kateregakoli raziskovalnega področja. V bistvu se financira ta raziskava v sklopu recimo teh 8 oziroma 9 stebrov MSCA, ampak seveda tema je prosta izbira. Štipendija je namenjena posamezniku, se pravi, tu ni raziskovalne skupine, prijavljajo posameznik na neki inštituciji. Seveda je temeljni princip mobilnost, se pravi, da mora nekdo prijavljati projekt v državi oziroma na inštituciji, ki je v državi, v kateri v zadnjih 3 letih ni bil zaposlen oziroma ni bil aktivni raziskovalec. Recimo, konkretno v mojem primeru je to Italija, jaz sem prijavljena na Univerzi Ca' Foscari v Benetkah, kjer seveda v Italiji nisem bila zaposlena. Razlika je med European Fellowship, se pravi evropsko štipendijo in globalno štipendijo. Če prijavljate globalno štipendijo, pomeni, da je vaša baza oziroma vaša baza, bomo rekli, inštitucija, lahko tudi nova univerza v našem konkretnem primeru, vendar se vi za 2 leti odpravite recimo na neko globalno, na neki globalni ravni na raziskavo, recimo v Ameriko ali kamorkoli izven Evropske unije, in se potem po 2 letih, ko ste to raziskavo opravljali recimo izven Evropske unije, za 1 leto vrnete na svojo matično inštitucijo. To je recimo konkretno glede tega. European Fellowship pa traja do 2 let, torej do 24 mesecev, v tem primeru pa morate vseh 24 mesecev raziskava potekati izven vaše matične države oziroma v državi, v katerih v zadnjih 3 letih niste bili zaposleni. Razpis se vsako leto objavi meseca aprila, mislim, da je letos predviden za 15. aprila in zapre septembra oziroma 15. septembra 2021. Zdaj, zakaj se odločiti za prijavo ene take štipendije oziroma projekta? Kot prvo in kot že rečeno, gre za mednarodno štipendijo, ki je namenjena raziskovalcem z doktoratom znanosti ali 4-letnimi raziskovalnimi izkušnjami. To je ena specifika, recimo lahko se prijavi tudi magistri, ampak morajo pri tem dokazovati, da so že 4 leta, bomo rekli, aktivno vpeti v znanstveno raziskovalno delo. Z mojega osebnega stališča je prijava enega takega projekta odlična vaja za projektno pisanje, ne samo recimo Marie Curie, ampak tudi na splošno Horizon projektov, ERC projektov in tako naprej. Namreč, ko razumeš, bomo rekli, kako ti projekti delujejo, kako funkcionirajo, kakšna je dinamika, kaj je potrebno napisati, kje, kako, zakaj, vam bodo vse druge projektne prijave dosti bolj enostavne. Tako da v bistvu gre res za eno takšno dobro vajo v projektnem pisanju. Seveda je pomembno tudi v tem, da je to ne samo, da je odlična vaja, ampak da imate tudi možnost popravnega izpita, tako imenovanega popravnega izpita. Zdaj, do lani je to pomenilo, da si recimo v primeru Marie Curie štipendije lahko vsako leto na novo prijavil. Seveda dobi se recenzentovo oceno oziroma mnenje 3 recenzentov ali združeno mnenje. To mnenje je vedno napisano tako in imajo tudi recenzenti navodila, da morajo napisati mnenje tako, da spodbuja raziskovalce k izboljšanju svojih raziskav. Se pravi, ta recenzija vas ne bo potrla, ampak vas bo spodbudila, da svoj projekt izboljšate. Recimo, moja konkretna izkušnja je, da moja prijava v prvo ni bila uspešna, sem dobila 73 točk in potem s pomočjo tega mnenja oziroma teh mnenj, ki so bila res spodbudna, in sem dejansko nadgradila projekt in do te mere, da sem potem na naslednjem razpisu dosegla 96 točk
in je seveda projekt bil sprejet, odobren in je financiran. Zdaj, pomembna sprememba z novim Horizon Europe programom je ta, da če ne dosežeš threshold je 70% oziroma 70 točk, če se ta threshold ne doseže, se eno leto istega projekta ne sme prijavljati. To je za ERC že stalna praksa, pri Marie Curie pa do sedaj ni bilo te omejitve, z letošnjim letom pa je ta omejitev. Tako da to je nekaj, na kar je potrebno biti pozorni. Zakaj še prijaviti Marie Curie? Marie Curie je odskočna deska. Jaz vam z osebne izkušnje povem, da meni se je odprlo ogromno vrat, odkar sem pridobila to štipendijo. Na eni strani zato, ker je brez dvoma to najbolj prestižna štipendija, ki jo lahko en raziskovalec pridobi v Evropi. To lahko brez dvoma rečemo. In seveda, ko enkrat pridobiš eno takšno štipendijo, postaneš kot raziskovalec veliko bolj cenjen. Ne samo zato, ker si štipendijo pridobil, ampak ker je sama filozofija delovanja te štipendije taka, da v bistvu raziskovalec napreduje kot raziskovalec in v bistvu postane bolj kompleten, bomo rekli. Tako da dobiš vrline, ki jih morda nekdo drug nima, oziroma vsekakor pa dopolniš svoje, bomo rekli, svoje znanje in nadgradiš svoje znanje. In s tem seveda je to pridobitev enega takega projekta referenca za vse nadaljne raziskovalno in drugo delo. Zdaj, kako se sploh lotiti prijave Marie Curie projekta? Iz mojih osebnih izkušenj je pomembna predvsem dobra podpora oziroma inštitucija, kamor se odpravljate. Seveda, jaz imam to srečo, da je moja izbrana inštitucija Univerza Ca' Foscari, ki je na področju Marie Curie štipendij ena najbolj uspešnih univerz v Evropi. Letos je Ca' Foscari pridobil 30 novih Marie Curie štipendistov, kar je 4. mesto v Evropi, skupaj recimo z Univerzo v Cambridgeu. Tako da je resnično ena najbolj prestižnih univerz. Zakaj pa je takšen uspeh? Seveda zato, ker že leta in leta vlagajo v to, v samo logiko oziroma v to, da ima resnično raziskovalec eno podporo, ko pride na Univerzo Ca' Foscari. To bo mogoče profesor Darovec še bolj natančno povedal, on je bil eden izmed prvih štipendistov Ca' Foscari univerze, pa že takrat je imel dobro podporo. Danes ima Univerza Ca' Foscari 3 oziroma 4 osebe v mednarodni pisarni, ki so zaposlene samo za te projekte. Vsak, ko pride na Ca' Foscari, dobi osebo, ki mu je dodeljena in skrbi in sledi, bomo te rekli, projektni prijavi. Se pravi, ti napišeš prijavo, potem pošlješ to mednarodno pisarno, dobiš nazaj pripombe, tu dopolni, to spremeni, to premakni in tako naprej. Pač to je zgodba o uspehu, bomo lahko rekli. Seveda nima vsaka inštitucija možnosti. Včasih je tako, da morda se bolj splača oziroma se bolj splača. Lahko ena inštitucija, ki mogoče nima toliko štipendistov, ki se prijavljajo na projekt. Recimo, lani se je samo na oddelku za humanistiko, kjer sem jaz zaposlena na Univerzi Ca' Foscari, prijavljalo 50 štipendistov, samo na tem oddelku. Zdaj si lahko predstavljate, kaj pomeni za en oddelek, da se prijavlja 50 štipendistov. Seveda se trudijo slediti, ampak več kot toliko in gotovo tudi ne uspeva. Zato mogoče je včasih boljše na neko inštitucijo, ki ima manj takšnih prijav, ampak se ti lahko bolj posvetijo. Pomembno pa je, da razumejo filozofijo teh projektov in kako ti projekti delujejo. Kar bi jaz rada predvsem poudarila je to, da ima vsak projekt potencial. Tukaj je princip bottom-up. Jaz verjamem, da imamo vsi dobre ideje in imamo vsi, bomo rekli, super ideje, ki se lahko na pravi način prodajo, bomo rekli, ker drugače ne znam uporabiti izraza te logike razpisa. Dobra inštitucija vam bo seveda v tem logiki dala, bomo rekli, usmeritve,
da bo v bistvu vsak projekt lahko razvil svoj polni, bomo rekli, MSC potencial. Poleg tega, morda na tem mestu bi želela poudariti, sem že omenila dr. Sorčana, ki se trudi biti zelo aktiven in je v bistvu največji strokovnjak, kar se tega tiče v Sloveniji, glede Marie Curie projektov. Če recimo se odpravljate na inštitucijo, kjer nimate take mogoče podpore, pa niso tako poznani ti projekti, vam bo z veseljem tudi dr. Sorčan pomagal, vam pogledal projekt in vam svetoval, kako kaj napisati, kje so poudarki in tako naprej. Zdaj, mentor. Z letošnjim Horizon Europe razpisom bo še večji poudarek na mentorstvu. Zdaj v praksi ne vem, kaj to pomeni, ali bo tudi mentor del evalvacijskega postopka ali ne. Vsekakor pa je že od vsega začetka mentor pomemben za uspeh projekta. Prvič zato, ker je to oseba, ki mora z vami sodelovati pri pisanju prijave. Seveda, v praksi to pomeni, da mogoče to ni oseba, ki je v recimo vašem raziskovalnem področju neka, bomo rekli, nek najbolj vrhunski strokovnjak. Včasih je boljše izbrati nekoga, ki je seveda še vedno izhaja iz tega področja, v katero se vi usmerjate, ampak morda ni tako, bomo rekli, poznan oziroma tako obremenjen in ima druge, bomo rekli, ima drugo delo in se ne bo mogel posvetiti vaši prijavi tako, kot je potrebno. Zato izberite rajši nekoga, ki bo imel mogoče malo več časa, ker izkušnje kažejo, tudi recenzenti pravijo, da se zelo dobro vidi, katere prijave so tiste, ki jih napiše raziskovalec sam in katere prijave so tiste, kjer se vidi, da je raziskovalec sodeloval s svojim mentorjem oziroma z inštitucijo, na katero se prijavlja. Moje mnenje, naj bo mentor dober in naj bo tudi vam konkretno, naj vam ustreza kot oseba in naj bo oseba, s katero se da sodelovati. To bo pomembno, ne samo v fazi prijave, ampak predvsem potem v fazi same pridobitve štipendije in vsega nadaljnega dela. Ker, kot spremljam malo te Marie Curie forume, imajo nekateri štipendisti izredne težave, ker je v bistvu mentor praktično nedosegljiva oseba. In je samo posodil svoje ime, zato da je nekdo pridobil projekt, oziroma ker je pač to referenca, ne nazadnje tudi za mentorja, ampak ne pomaga oziroma ni mentor v pravem pomenu besede. Zdaj, kaj to pomeni mentor? To pomeni, da morate pri sami prijavi projekta poudariti predvsem njegovo mentorsko vlogo. Se pravi, kako bo vam on pomagal, da boste dosegli vaše raziskovalne cilje in da boste napredovali v, bomo rekli, v tem znanstveno-raziskovalnem vidiku. Pomembna je tudi integracija na oddelek in v raziskovalno skupino, to je treba v prijavi tudi poudariti, kako boste vi integrirani, recimo nek inštitut, tudi konkretno, recimo, kje boste imeli pisarno, kolikokrat tedensko ali pa mesečno, bomo rekli, se boste srečevali s svojim mentorjem, kako vam bodo pri vaši raziskavi pomagali drugi člani oddelka, kako bodo za vašo raziskavo koristni in tako naprej. In abstraktno, tukaj to vedno želim poudariti, ker mogoče včasih se pozabi, ampak to je eden ključnih delov projekta in naj ne bo to tista zadnja stvar, ki jo napišete na hitro, ampak dajte se posvetiti abstraktu, zato ker abstrakt je tisti, ki bo določil, kdo bo vaš projekt dobil v roke. Ker določa, kdo bodo tisti recenzenti, ker seveda, ko pride projekt na Evropsko komisijo, ne berejo celotnih projektov, ampak samo abstrakte in ključne besede in potem na podlagi tega določijo, kdo so recenzenti. Recenzenti pripovedujejo tudi recimo v primerih, ko so dobili v roke projekt, recimo, ko je šlo za, ne vem, nekega arheologa, pa je dobil v roke projekt iz srednjeveške zgodovine. Seveda je lahko do določene mere ocenil in presodil, ali je projekt v redu ali ne, ampak če ne dobi projekta v roke strokovnjak, ne bo znal pravilno oceniti, če gre res za izjemno prijavo ali ne.
Zdaj, kje so poudarki? Kot že rečeno, spodbujanje interdisciplinarnosti, medsektorskega sodelovanja. Interdisciplinarni vidik projekta je tudi vprašanje v obrazcu, ki ga ne smete preskočiti, absolutno ne. In jaz verjamem, da vsaka raziskava je danes lahko interdisciplinarna, tako da ne dvomim, da bi to lahko vam predstavljalo težavo. Predvsem pa je treba razumeti, da je to eden temeljnih principov, se pravi mobilnost, interdisciplinarnost. Zdaj, kaj je tisto, kar Marie Curie štipendijo oziroma raziskavo dela posebno oziroma zakaj je to specifika? Poudarek te raziskave je, in bom še malček na naslednjem slajdu še malo poglobila, na napredovanju samega raziskovalca. Se pravi, ni poudarek samo na razvoju vašega znanstveno-raziskovalnega oziroma znanstveno-strokovnega področja, ampak tudi vseh drugih področji. Zdaj, recimo moj konkreten primer, kot rečeno, sem zgodovinarka, moja doktorska disertacija se je ukvarjala z zgodovino vojnih ujetnikov, italijanskih vojnih ujetnikov v Jugoslaviji, predvsem z diplomatskega, političnega in tako naprej vidika. Seveda je pomembno, da ostanemo v nekem fokusu, ampak bistvo Marie Curie je, da moramo svoj fokus preusmeriti, se pravi na nekaj, v kar mi še nismo eksperti. Se pravi, za razliko od ERC, kjer moramo poudariti recimo svojo ekspertizo, zakaj smo mi res dobri, da bo ta raziskava prišla do dna, je Marie Curie specifika v tem, da delamo nekaj, kar do sedaj še nismo delali. Recimo, moj konkretni primer je, še vedno ostaja moje torišče raziskave italijanski vojni ujetniki, ampak se usmerjam na socialno zgodovino, ustno zgodovino in zgodovino spomina, družin in tako naprej. Se pravi, moja prijava je dala poudarek na novi metodologiji, ki je do sedaj nisem bila vešča. Se pravi, prej sem raziskovala v arhivih, arhivsko gradivo in tako naprej, zdaj se usmerjam na ustno zgodovino. Seveda je treba poudariti ne samo, kako boste napredovali kot raziskovalec v svojem strokovnem področju, ampak tudi na splošno, kako boste recimo tekom svoje štipendije sodelovali oziroma, ne vem, spoznali nek nov jezik, se izobraževali na področju jezika, na področju projektnih prijav, sodelovali na različnih dogodkih, organizirali dogodke, ali bodo to konference. Se pravi, kaj vse boste vi s to štipendijo pridobili, kar še do sedaj nimate. Pomemben poudarek je tudi na diseminaciji rezultatov med nestrokovno javnostjo, se pravi na eni strani strokovno, na drugi nestrokovna javnost, ker so to projekti, kjer želijo spodbujati to, da v bistvu rezultati in te raziskave se približajo širši javnosti. Recimo v mojem primeru bo to razstava, trojezična razstava, na temo seveda mojega projekta, ki bo razstavljena v Benetkah in pač z možnostjo, da se jo kasneje premesti tudi na druge lokacije. Se pravi, da se poišče načine, kako približati znanost ljudem. In seveda poudarek, tudi kar je prej profesor Darovec izpostavil, zakaj je ta raziskava pomembna zdaj, zakaj je pomembna za Evropo. Pomembno se je sklicevati na evropske strategije, na evropske programe, na Horizon programe in tako naprej. Tako da zakaj v bistvu rabimo to raziskavo zdaj. Training through research, to je tisto, kar je bistvo vaše raziskave. Se pravi, projekt je vaš trening, da boste prišli do novih veščin. Kot rečeno, novih znanstvenih veščin, nove tehnike, novi viri, nove teorije in tako naprej, a pa drugih veščin. Se pravi, znanja z področja projektnega dela, diseminacije rezultatov in tako naprej. Se pravi, plan dela mora biti dobro zastavljen, ambiciozen, ampak hkrati morajo biti cilji konkretni in realni.
in seveda izkazovati, kako boste vi napredovali kot raziskovalec. Projekt je v tem konkretnem primeru za vas sredstvo oziroma trening, kako boste do teh rezultatov prišli. Če vas do sedaj nisem prepričala, mogoče vas bom zdaj. Tukaj imamo shemo, o kakšnih finančnih okvirih govorimo. Tu se pravi, kakšno plačo imajo Marie Curie štipendisti. To so najbolj prestižne štipendije in zato so tudi, bomo rekli, sredstva, ki jih raziskovalec za svoje delo dobi, precej visoka. Še celo višja, z novim razpisom, celo višja kot v času, ko sem se jaz prijavljala. Kar ne vem, kaj pomeni v praksi, morda to pomeni, da bo zadeva še bolj konkurenčna. V vsakem primeru pa gre za izjemno visoko štipendijo, je v bistvu nagrada za pridobitev enega takega projekta. Kar sem želela pri tej shemi poudariti je tudi to, ker tukaj pridete upoštev tudi vsi tisti, ki ne morete kandidirati na štipendijo. Namreč, Institutional Unit Contributions. Vsaka inštitucija, ki pridobi štipendista, dobi dodatna sredstva za, bomo rekli, za management tega projekta. Konkretno, če imate možnost, recimo, Nova univerza bo za, že ne moram pogledati, v primeru, da pridobi Marie Curie štipendista, vsak mesec dobila, zdaj imam zakrito 650 evrov, za eno osebo, ki bo v bistvu bomo rekli, neki raziskovalni pisarni vodila ta projekt. Se pravi, bo skrbela za management tega projekta in za te formalne zadeve. In zato bi tukaj želela poudariti, da se splača oziroma je pomembno razmisliti tudi, če ste lahko vi mentor enemu Marie Curie štipendistu. Se pravi, da se privabi nekoga, da pride na Novo univerzo kot štipendist ali pa recimo, da se prijavlja na Global Fellowship, kjer imamo primer, da imamo mentorja na inštituciji in seveda tudi somentorja na neki global inštituciji. Kot rečeno, vloga mentorja bo na razpisih od letos dalje še bolj poudarjena in je pridobitev Marie Curie štipendista izjemna referenca tudi za mentorje. Tako da jaz toplo priporočam vsem tistim, ki mogoče ne morete kandidirati na tem razpisu, da kot štipendist, da razmislite o tem, če lahko pridobite kakšnega štipendista. Jaz mislim, da sem bila že zelo dolga, tako da bom tukaj se ustavila in če imate kakšno vprašanje, pa sem seveda na voljo. Hvala, Urška. No, če bi samo povzel, torej Marie Curie so res štipendije za uveljavljanje, so torej štipendije za nekoga, torej zmeraj za posameznika, ki ali mora iti v tujino za 2 leti, štipendija je visoka, kot rečeno, sicer neki poberajo tudi davki, slovenska država tukaj skrbi, tako da tistih 5 ur in toliko, ne vem, morate odšteti davke kot za dohodnino in tudi, ne vem, kako je zdaj z pokojninskim zavarovanjem, čeprav v tujini vam krijejo pokojninsko zavarovanje, oziroma iz te štipendije je plačano, ampak tam 4 ure in pol na mesec dobite čistega, se mi zdi. Kar je seveda visoka štipendija. Torej, da nekdo gre v tujino za ta čas štipendije ali pa, kot rečeno, ta global, da nekdo prijavlja recimo na Novi univerzi in potem ima tam v ZDA, recimo Ohio ali kaj vem, Harvard mentorja in potem skupaj se upravlja. Nekaj malega v tem primeru dobi tudi gostujoča, torej Nova univerza, nekaj se pa zmeni s tistim, ki to izvaja, glede teh prispevkov, ko jih je omenila Urška, ki pripadajo ustanovi prijaviteljici. Torej, na drugi strani je pa, bi rekel, naš interes profesorjev lahko ta, da pridobimo
torej štipendiste, da prijavljajo preko nove univerze, s tem pridobimo reference kot ustanova, kot posameznik. Je kar nek določen del seveda ocenjevanja na mentorju, torej mentor mora izkazovati določena znanja, poznavanja, objave z področja, s katerega kandidat torej prijavlja projekt. Kar bi želel tukaj izpostaviti, je pa predvsem namen teh Marie Curie štipendij, da nekdo prijavlja, torej v smislu, kot je rekla Urška, treninga, torej izobraževanja, vendar neko novo tematiko. Torej, če bo nekdo prijavil tematiko, ki je že obdeloval v okviru svoje doktorske naloge, pozabi. Je potrebno res najpomembnejše tu je torej predstaviti to novost, torej, ki seveda izhaja iz neke podlage raziskovalne, zgodovinar ne bo prijavljal fizike, recimo, ali kakorkoli, ampak vseeno, da je neko novo področje. In zakaj za to novo področje potrebuje točno to ustanovo, pri kateri se prijavlja. In kaj mu bo ta ustanova nudila s svojim mentorjem. Ni tu samo mentor, tu podarim, je celotna ekipa host institucije. Torej, potrebno reči, ja, mentor bo ta glavni, ampak ta ustanova mi bo nudila pomoč še s tem, pa tem, pa tem, pa tem, ki se bo vključeval v moje delo. Torej, tu je, zato je verjetno Foskari tako uspešna, ker je dejansko pogruntala ta glavni motiv teh štipendij, in jaz se sam spomnim, ko je bila samo ena svetovalka za Marie Curie, ko sem jaz prijavljal, je to stalno poudarjala in tudi, da ko se piše, zahvaljujoč štipendiji Marie Curie bom naredil to in to, zahvaljujoč štipendiji Marie Curie se bom uveljavil tam in tam. In pomembno je tudi, da ima nekdo vizijo, da reče, oblikoval bom mrežo priznanih strokovnjakov, zato da se bomo potem prijavili skupaj na ERC projekt, recimo. To je skoraj obvezno, da se napiše v teh prijavah. Torej, to je nekaj teh posebnosti, recimo Marie Curie, ki niso lastne drugim, medtem ko bi tu rekel to, kar je povedala tudi Urška, v glavnem, kar se tiče prijave projekta, strukture projekta, velja tako za Marie Curie kot za ERC projekte. Zdaj, ne vem, ali vam na hitro odgovorim to, kar ste poslali po čatu. Torej, če začnem od začetka, Nataša sprašuje, če so potrebni kakšne posebne reference prijavitelja oziroma vodje projekta. Ja, seveda, mislim, za Interreg projekte ne. Dobro, tudi tam je kdaj dobro, da so recimo doktori znanosti vodje projekta, ampak torej za ERC oziroma Horizon projekte pa je seveda nujno, da ima nekdo res dobre reference, sploh pa ERC, in da ima dobre objave, mora imeti, ne vem, vsaj eno knjigo v tujini izdano, morajo biti članki v SCI, Scopus ne velja dosti, pri temu. Razen seveda za tiste revije, ki so tudi v zdaj teh SSCI oziroma Social Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index. Tako da te reference mora vodja projekta seveda izkazovati zelo visoke. Se to velja enako tudi za ARRS projekte, tam sicer nekateri se pritožujejo, to točkovanje in podobno, ampak minimalni pogoji so tako nizki, da kdor zagotavlja minimalne pogoje, tudi na ARRS projektih praktično nima šans, da dobi projekt. Torej, mora krepko presegati minimalne pogoje in enako velja seveda tudi za evropske projekte, oziroma še bolj. Torej, zanima Sonjo, kako
prijavljati znotraj nove univerze oziroma fakultete. Torej, na ravni univerze imamo raziskovalno skupino, ki jo jaz vodim, tako da se lahko vključujemo v to na ravni univerze. Tudi če nastopamo za evropske projekte navzven, moramo nastopati zmeraj kot nova univerza. To je pač pravna oseba. En prvih korakov je ta današnje srečanje. Jaz sem sicer pred 2 letoma že tudi sklical podobno srečanje, tedaj se je udeležilo samo 5 ali 6 udeležencev, potem je malo to zamrlo s tem covidom in podobno. Torej, kot je na koncu tudi pozvala gospa Nataša, dajte njej poslati kakšne projektne predloge, da bi potem videli na ravni tudi, bi rekel, nove univerze, katerih tematik bi se lahko lotili. In Interreg projekti, kot sem rekel, jaz mislim, da imamo dovolj možnosti, vendar se moramo začeti sedaj dokaj kmalu povezovati z ustreznimi ustanovami. Torej, Interreg projekti ne lahko še kakšna univerza, kakšen raziskovalni inštitut, ampak večinoma morajo biti potem ustanove, partnerice iz prakse. Tu so zelo zaželene razne nacionalne agencije za turizem, za podjetništvo, občine, muzeji, zbornice razne, razvojne agencije regionalne kot partnerji. Predvsem pa je treba seveda videti vsak program in kaj ta program pričakuje. Torej, za pretekle razpise vam je poslala, kot sem videl, Urška, link na Cordis. Rečeno, to je zelo pomembno, da si pogledate. Tudi ne nazadnje iz teh projektov vidite, kje so poudarki, na kaj ljudje dajo poudarke pri uspešnih projektih. Torej, sprašujete tudi, če mora biti zaposlen. Ne. Torej, potem, ko se pridobi projekt, je tako kot za ARRS projekte, mora biti vodja zaposlen, vsaj minimalno pri ustanovi. Recimo, ERC projekti, skoraj nihče ni, torej glavni vodja projekta ni 100% zaposlen, ampak recenzenti pa valorizirajo. Če se bo vodja projekta prijavil, recimo, da bo imel samo 30% zaposlitve na projektu, in bo projekt, 2,5 milijona, potem bodo rekli, s 30% zaposlitve na tem projektu pa vodja že ne bo mogel doseči teh rezultatov. Torej, bodo pričakovali vsaj 40, 50, 60% zaposlitev. Pri nas je zdaj recimo pogoj na ARRS, da je nekdo 40% zaposlen v ustanovi, kjer se izvaja projekt, torej vodja, minimalno 10% na projektu. Ampak, kot rečeno, če se kandidira na ERC z 10%, potem bo vsak rekel, da ta projekt že ne bo izvedljiv. Seveda pa lahko se kandidira, ne da je nekdo zaposlen, ampak se zaposli potem. Torej, to ni problem zdaj, če nekdo ni zaposlen na novi univerzi. Bo pa moral potem biti kot vodja. Zdaj pa, če pa je sodelavec, pa so lahko tudi druge oblike, pač pogodbo o delu ali avtorski honorarji. Ampak seveda nek gro sodelavcev mora biti zaposlen, ker na to je potem seveda tisti delež sredstev na zaposlene, recimo pride tudi potem delež sredstev za administracijo ali pa za outsourcing. Tako da baze, no, hvala gospe Živi za potrdilo, da stvari, ki smo jih povedali, držijo. No, gospa Nataša, pravite, imate izkušnje s prijavo projektov.
se zelo priporočam, torej za nadaljnje sodelovanje. Zdaj, sprašujete tudi že za konkretno prijavo. Torej, mi smo, Nova univerza je konec lanskega leta prijavila v sodelovanju z evropskimi ustanovami projekt COAST. To je tudi eden od programov Horizona. To niso tako veliki projekti, kot so recimo Horizon ali ERC, 1,5 milijona, 2. Čeprav znesejo kar nekaj, so sicer namenjeni predvsem povezovanju, tvorjenju mrež. Torej, imamo tudi ta ukrep, ki omogoča, da recimo 10 partnerjev oblikuje konzorcij in se potem seveda dobivajo na neke teme. Sredstva so namenjena pravzaprav srečevanju, izmenjavi izkušenj. Vsaka ustanova dobi po enih 50-100 tisoč evrov, nekaj takega, kar spet ni malo. Je pa odlično izhodišče potem tudi za prijavo recimo nekega Horizon projekta. Ponavadi so te stopnje, kot rečejo, da je Marie Curie prva stopnja za potem ERC, so ti COAST recimo za Horizon. Sicer seveda je potrebno zmeraj napisati odlični raziskovalni predlog. Tematika je pravzaprav deliberativna demokracija. In zdaj upam, da je Marjan Horvat, si z nami, Marjan? Morda prej je bil. Namreč to smo skupaj z inštitutom IRIS, kjer sva tudi zaposlena z Urško, pa je tudi Marjan, pravzaprav skupaj v sodelovanju z Novo univerzo, oblikovali ta konzorcij, prijavili ta projektni predlog in sedaj, glede na tematike, ki so tu, razpisane, ki sem jih prej pokazal, razmišljamo, da bi kandidirali sedaj junija na ta razpis, torej na razpis prihodnjih evropskih demokracij s poudarkom na deliberativni demokraciji. In dekani naših članic so o tem že obveščeni. Smo o tem tudi na kolegiju rektorja razpravljali ene dvakrat, tako da bi sedaj že kar nekako to tematiko napovedal kot tematiko, ki bi jo lahko prijavili na naslednji razpis Horizona. Mrežo že imamo, oblikovano, bi kar to uporabili. Tu pa seveda pridejo prav vsi profili z vseh treh naših fakultet upoštev. Od pravnikov do državne študije, humanistov. Tako da predlagam, da potem, ko vi podate neke svoje predloge, kot je pozvala gospa Nataša, bom tudi jaz z Marjanom bova poskrbela, da pripravimo en osnutek na morda 2 do 5 straneh. Kot smo rekli, na 5 straneh je treba napisati najprej en raziskovalni predlog, ki se ga potem recimo pošlje predvidenim partnerjem, sodelavcem, institucijam, da se jih zainteresira za to, da pristopijo k sami izvedbi projektnega predloga. Se grem dalje po vaših vprašanjih. Kako lahko na Novo univerzo privabimo štipendiste? Glejte, jaz sem zdaj med tem poslal gospe Nataši tudi en poziv z našega ministrstva, prav za Marie Curie štipendije. Bo ena okrogla miza, mislim, da se ne vem zdaj točno. Skratka, prijaviti se je potrebno do 24.2. Upam, da vam bo to poslala. Velika, sedaj tudi, bi rekel, pomembna
usmeritev Marie Curie je prav v jugovzhodno Evropo. Torej je nek program, ki želi pritegniti prav štipendiste z naše bivše domovine. Tu mislim, da imamo mi, kot rečeno, tudi priliko, da nekatere, bi rekel, obetavne mlade raziskovalce poskušamo pritegniti, da prijavljajo projekt pri nas. In tako pridobimo, bi rekel, možnosti na eni strani za prijave, na drugi zato, da pritegnemo te potencialne, če seveda uspejo na prijavi, potem pomeni, da so lahko res potencialni dobri raziskovalci, dobri univerzitetni profesori, ki lahko pritegnejo še druge in lahko tudi potem prispevajo še kakšnim nadaljnim raziskovalnim projektom nove univerze. To mislim, da je lahko en del strategije. Skratka, tu apeliram predvsem na posameznike, torej profesorje, da vkolikor poznajo kakšne obetavne raziskovalce, da to prijavljajo. Na drugi strani pa mislim, da bi morala tudi nova univerza na tem področju pač neko promocijsko politiko začeti izvajati, če ne drugo na spletni strani, nek poziv ali kakorkoli, spremljati to dogajanje. En od prvih je, kot rečeno, sem poslal to vabilo, poziv našega ministrstva, da se udeležimo te konference, torej predstavitve dejansko Marie Curie štipendije. Lahko jaz tukaj dodam, Darko, zdaj meseca marca bo v bistvu Slovenija gostiteljica Marie Curie konference. Vsako leto ena izmed držav Evropske unije gosti konferenco, splošno Marie Curie, tako da to je verjetno ta konferenca, kjer bo seveda tudi predstavitev teh razpisov in tako naprej. Morda bi k temu še dodala to, da bi bilo smiselno razmisliti o tem, oziroma vsak pri sebi razmisli, kdo bi si želel biti mentor nekemu štipendistu, pa se že to tudi recimo neka namera izrazi, morda kdo predstavi recimo na kratko svoje raziskovalno področje, pa vsaj se da recimo neke povezave na profile recimo posameznikov, ki bi želeli biti mentori in se potem na ta način mogoče lažje nekdo odloči, če že vidi, koga ima na razpolago, bomo rekli. Tako. In še nekaj bi dodala, kar sem prej pozabila povedati. Dostikrat slišim recimo med raziskovalci, da se ne želijo prijavljati na Marie Curie štipendijo za tujino, ker potem se bojijo, da jih delovno mesto ne bo čakalo, ko se bodo vrnili. Kar je sicer absurd, ampak v določenih primerih tudi realnost. Zdaj se pripravlja, ni še sicer odobrena, ampak se prijavlja nova reintegracijska shema Marie Curie, jo pripravlja ministrstvo, in sicer, da bi za vse tiste Marie Curie štipendiste, ki so seveda se odpravili v tujino in so bili štipendirani, v bistvu pripravilo, v bistvu bi ministrstvo financiralo njihovo reintegracijo v slovenski prostor, oziroma da bi se financiral projekt oziroma njihov povratek v domovino, bomo rekli, da se s tem prepreči seveda beg možganov. Tako, ni še sicer odobreno, zdaj je še v fazi seveda razprave, ampak računajo, da bo do konca letošnjega leta odobreno. Hvala, Urška, za to. Tu imam še eno vprašanje, ali sodelujemo z drugimi organizacijami, to sem prej povedal, da seveda sodelujemo, ampak moramo to mrežo sodelovanj definitivno povečati, in tukaj apeliram na vsakega od nas, da v tej smeri razmišlja, ko je v kontaktih recimo s tujimi strokovnjaki ali pa menedžerji ali karkoli, torej zlasti Interregi recimo, kot sem rekel, so drugovrstne ustanove pomembnejše od univerzitetnih, ampak tudi mi smo lahko zraven, če smo seveda v družbi ustreznih ustanov. In pa, seveda lahko sodelujejo tudi študentje magistrskega programa pri projektih Horizon, vendar ne vem, kaj si bomo z njimi pomagali.
sicer, nekateri lahko da pridejo z dobrimi zamislimi, oziroma, jaz bi rekel tako, že zaradi izobraževanja bi jih bilo dobro vključevati, zato da se naučijo, kako pristopiti k predlogom projektov, da se bodo znašli potem v svojem novem življenjskem okolju. Ampak, torej, da bi pa kaj posebej stavili na njih, dvomim. Sicer se lahko najde kak zelo uspešen raziskovalec tudi med študenti magistrskega študija, ampak pač ocenjujem, da imajo še premalo izkušenj. Lahko so dobra pomoč, Nenazadnje seveda potem tudi program ne sprašuje, kdo vse bo udeležen, oziroma se navede poglavitne sodelavce iz posameznih ustanov, poleg vodje projekta. Tako da potem kasneje se lahko vključujejo tudi študente magistrskega študija, ampak da bi pa, in je to dobro povedati v prijavi predloga, da se bo vključevalo tudi mlade in tako dalje. Ampak da bi pa zdaj kaj posebej na njih računali, razen to, da pomagajo in da se pri tem tudi sami učijo, je malo težje. No, jaz mislim, da sem sedaj odgovoril na večino teh vaših vprašanj na chatih. Zdaj pa, če imate še kako vprašanje, sem vam na voljo. Prosim. Zdaj samo pritisnete unmute, Ali so bila z Urško tako nazorna, da ne potrebujete, oziroma tako ste posredovali vaše vprašanja. Upam, da sem na vsa odgovoril. Pozdravljam še enkrat pobudo gospe Nataše, da je ona, bi rekel, vezni člen pri temu, da se njej pošilja določene predloge. Kot rečeno, jaz sem jih že poslal nekaj gradiva med tem, se priporočam, da ga pošljete tudi drugim. Morda gospa Nataša? Ja, jaz sem prej samo zasledila tisto, da bo ena konferenca Marie Curie. A to je v tem mailu, ki ste pošiljali februarja? Ja, prijaviti se je treba do 24. februarja, konferenca pa bo kasneje, mislim, marca. 24. vidim, ja, Eurexes mreže bo 1.4. Aha, to bom pol poslala, ja. Tako da bom počakala gospo Karafacko, da mi da kontakte, mailing listov udeležencev današnjih in potem bom posredovala to, No, pa lahko tudi celotnemu akademskemu zboru. Tako. Je sicer ta pobuda, glede tega sodelovanja in mreženja, zelo dobra, ker mislim, da je tega premalo pri nas in da je zelo dosti ljudi zainteresiranih za sodelovanje, ampak včasih ne vejo na kakšna vrata potrkati. Tako da čim več takega mreženja, ker mislim, da ima Nova univerza dober potencial. Poleg akademskega zbora ima tudi ogromno pridnih študentov, sama vidim tudi v kariernem centru, ko malo spremljam te študente in mislim, da bi se dalo dobiti tudi kakšnega dobrega štipendista in naši študenti bi lahko tudi za kakšne take Marie Curie štipendije konkurirali, tako da imamo dobro izhodišče. Samo pač organizirati se moramo, povezati. Še gledam vprašanje. Tle mogoče še to, če bi lahko odgovorili gospe Ciber, ker sprašuje, če se lahko na skupni projekt Horizon prijavljajo tudi študenti magistrskega programa. No, to sem prej povedal. Seveda lahko, samo torej tu je
jih lahko upoštevamo, lahko sodelujejo pri prijavah, se jih potem vključuje. Vendar pa za Horizon mora biti, torej to je visoka znanost, torej morajo biti res in vodja projekta in vsi predvideni raziskovalci z sodelujočih, torej partnerskih ustanov, raziskovalci z daljšim staležem, z raziskavami, objavami v najprestižnejših revijah oziroma pri založbah. Je pa to lahko seveda dober korak za izobraževanje, izpopolnjevanje naših študentov, da se bodo potem seveda še boljše znašli v življenju, na svojih delovnih mestih. Jaz bi se vam samo zahvalila, se moram opravičiti, ker imam zdaj en drugi sestanek. Če bo še karkoli, lahko sporočite tudi na mail od kariernega centra, bom pol poskušala odgovoriti, spremljati, sicer pa hvala profesor Darovcu in gospe Lampe za sodelovanje in srečno še naprej. Hvala enako. No, če imate morda še kakšno vprašanje, rečeno, smo vam še na voljo. Če pa ni, pa jaz se priporočam, moj e-mail imate, ali lahko tudi preko gospe Nataše. Dajte predloge, v predlogu se priporočam, da navedete tudi, recimo, katere povezave že imate, vkolikor ne seveda za projekte sodelovanja, ker jih je večina, tako da bi znali oceniti potem, katere, recimo, projektne predloge lahko tudi združimo. In torej, če je več interesa, kot je rekla gospa Nataša, med našimi raziskovalci, da potem dosežemo neko sinergijo, najprej znotraj hiše in potem pa tudi navzven. Skratka, na voljo smo vam z Urško in pa, kot razumem, tudi podporne službe Nove univerze in pa tudi, lahko rečem, vodstvo